Jaz bi predstavil nekaj stvari iz našega programa na področju IKT-ja. To je po svoje pomembno področje, ker po oceni Evropske komisije za vsako izgubljeno delovno mesto zdaj z vlaganjem v IKT nastanete 2,6 nova delovna mesta. In po drugi strani Evropska komisija tudi ocenjuje, da povečanje penetracije širokopasovnega dostopa za 10% točk pomaga povečati BDP za od 0,9 pa do 1,5%. In za pametno politiko na tem področju jaz mislim, da lahko, oziroma naš gospodarski klub misli, da bi se dal veliko prispevati tudi k splošni blaginji naše države in njenih prebivalcev. Omenjeno je bilo ministrstvo oziroma pač področje infrastrukture, ki bi skrbelo za vse te stvari, ki so povezane z infrastrukture. Vprašanje širokopasovnega dostopa bi bilo možno tudi reševati v okviru tega ministrstva oziroma tega področja. V Sloveniji smo že slišali ideje o univerzalnem dostopu, tudi Nova Slovenija se zavzema za univerzalni širokopasovni dostop. To pomeni vsakemu prebivalcu, da se omogoči tak dostop. Zdaj v tem trenutku so problemi po eni strani to, da imajo nekateri zelo nizke hitrosti, sicer stanje se popravlja, še vedno smo po evropskih kriterijih eni z najmanjšimi hitrostmi. Rešitev je pač optika. Nekatere lokalne skupnosti so to že naredile, nekatere ne, ker nimajo ne znanja, ne virov, ne ljudi, ki bi se spoznali na to, in rešitev je, da država priskoči tukaj na pomoč v okviru enega konzorcija ali samo kot državno podjetje ali pač podjetje, kjer so noter banke, telekomi, lokalne skupnosti, investitorji, da se pač po celi Sloveniji pripelje takšne optične povezave. Ker dogaja se, da še pred 2 leti, da nekaj 10 kilometrov ven iz Ljubljane nekdo hotel odpreti računovodski servis, ampak ni imel možnosti, ker pač ISDN povezave so bile prepočasne in naše vodilo je, da za skladni regionalni razvoj, za tudi tiste, ki so bolj na obrobju, ki niso v centru Slovenije, da se jim omogoči širokopasovni dostop, se omogoči dvig konkurenčnosti, da se jim omogoči, da izkoristijo prednosti oblakov oziroma cloudov. Zdaj naslednja oziroma stvar, ki je tudi pomembna, je to, da ta najnižja hitrost, ki bi jo lahko parlament v zakonu je, da bi bila dosti visoka, da bi vsi lahko dostopali do interneta preko teh širokopasovnih povezav. Naslednja stvar je ta IKT, tehnologija. Zdaj, vlaganje v IKT je pomembno, ker s tem je možno zmanjšati stroške. Naprimer na Danski, oni so uvedli popolno e-upravo, zelo majhno število uradnih ur so pustili odprte za državljane, vse gre prek interneta, širokopasovnega dostopa, in s tem so prvič znižali stroške, prodali so lahko te poslovne stavbe in pocenili državno upravo. In tudi mi se zavzemamo, da bi do leta 2015 polovico vsega poslovanja z državo državljani lahko urejali preko interneta. Tudi druga stvar je, da bi lahko se ljudje seznanili s tem medijskim opismenjevanjem, tako v šolah kot tudi starejši. In ker se še zavzemamo za večjo promocijo IKT tehnologije in teh medijske pismenosti, s tem, da bi se mladi in vsi ostali seznanili, se zavzemamo, da bi družine s 3 ali pa več otroci na vsakih, recimo 5 let, jim država financirala nakup novega računalnika v vrednosti 500 evrov. S tem bi pač tem, ki si mogoče to teže prvošijo in bi to omogočali, potem bi pokazali, da je to pomembno področje, seznanitev s temi tehnologijami in tudi na tak način pospešujemo okolje,
posplošujemo, da se ljudje srečujemo s temi tehnologijami in da tudi omogočimo okolje, da v Sloveniji nastanejo novi Steve Jobsi, kar je pa cilj tudi, jaz mislim, vseh nas. In dodatno je to, da bi, ker so take prednosti vlaganja v IKT, da se tudi poveča izdatke za raziskave in razvoj na IKT-ju. Pomembno področje je tudi e-zdravje, prvič, ker je s tem možno zmanjšati stroške, recimo tem, ki so kronični bolniki, in sicer z uporabo telemedicine in telemonitoringa. Možno bi bilo tudi to izboljšati, da se naroča prek elektronske pošte na splošnim zdravnikom, oziroma da se omogoča več možnosti za uporabo IKT-ja v povezavi z e-zdravjem. Sploh je pa to pomembno v luči starajočega prebivalstva, ker starejši, ocene so, da nekje 60% teh, ki so starejši nad 50 let, z IKT potrebami niso zadovoljni in tukaj bi država lahko več naredila z uvajanjem teh tehnologij, bi pomagala tem starejšim, recimo za ohranjanje socialnih stikov, potem z uporabo mehanizmov za opominjanje, kot so senzorje za opozarjanje, nadzorovanje gibanja, sistemov za diagnosticiranje, nadzorovanje. In tukaj bi Slovenija lahko dolgoročno to področje še bolj izkoristila. Vemo, da imamo velik del starejše populacije, tega bo skozi več, imamo zelo malo mladih in to bo problem, ampak ta problem lahko obrnemo tudi v svoj prid in bi Slovenija lahko več vložila tudi v raziskave, razvoj, kako pomagati tem starejšim, kako jih bolj vključiti v družbo, če imamo širokopasovno infrastrukturo, če imamo znanje, če imamo podjetja, ki to delajo, lahko ustrezno odgovorimo na njihove potrebe in to je tudi ena izmed priložnosti, zdaj je še čas, da bi potem to znanje tudi lahko izvažali v tujino, ne.